Tole bo zgodba o mami Rozi in njenem sinu Jakcu. Zgodilo pa se je vse, ali skoraj vse, na Brniku in to visoko v zraku. Kadar je bil lep sončen dan, sta se prijela za roke in poletela v nebesno modrino. Če je bil Jakec prav posebno priden, mu je mama Roza dovolila, da je prevračal kozovce, ali pa sta se lovila med puhastimi oblaki. Da ni res, pravite? Da lažem? To pa ne. Jaz sploh nikoli ne lažem in stvar je čisto zaresna, da veste. Na letališče so prinesli sila važno pismo. Zelo se je mudilo in mama Roza, izkušeno poštarsko letalo, bi morala prinesti pismo na ono stran Triglava. Mama Roza je svojo službo opravljala vestno in hitro že celo vrsto let. Vsi na letališču so jo imeli zelo radi. Majhni aviončki so se je bali, saj je znala biti stroga. Drugega ji ni kazalo s temi nagajučki. Edini navihanec, ki si je včasih dovolil kakšno barabijo, ob kateri je mama Roza zatisnila eno oko, je bil Jakec. Mama Roza je že sanjala, kako bo njen sin zrasel in postal tudi on poštarsko letalo. Toda pomislite, kakšna smola. Ravno danes, ko so prinesli tako sila važno pismo, je imela mama Roza zelo hudo noč za seboj. To muhasto pomladno vreme ji je škodilo in vsak vijak, vsaka matica v motorju so jo boleli, da je vse škripalo. Mama Roza je kašljala in kihala, da je bilo joj. Zdravnik, mehanik, jo je skrbno pregledal in potem zaskrbljeno odkimal z glavo. Gripa bo, gripa, si je rekel, in mami Rozi predpisal topel šal okoli vratu in čaj z limono. Vsi uslužbenci letališča so se prijeli za glavo. Pa ravno sedaj se je moralo to zgoditi, ko imamo tako sila važno pismo za ono stran Triglava. Presneta smola, si je rekel upravnik letališča. Presneta smola, so ponavljali uslužbenci. Mama Roza pa se je udarila po čelu in poklicala k sebi upravnika. Ta je poslušal in spoznal, da drugega izhoda ni. Vsa ostala letala so bila na poti v daljne dežele. Tako je mama Roza po dolgem premišljanju predlagala, da bi na pot poslali njenega sina Jakca. Če ravno navihanec tale Jakec, je znal biti tudi resen in kar je res, na svoj posel se je spoznal. Mehanik se je nekoliko posmehljivo nasmehnil. Naj me nekaj vzame, si je mislil, z Jakcem prav gotovo ne bo nič. Jakec pa kot da ne vidi posmehljivega nasmeha. Lastnim ušesom ni verjel. To, da so ravno njega izbrali namesto mame, je bilo zelo pohvalno. Od ponosa je kar zrasel za nekaj centimetrov. Mamine nasvete je poslušal z enim samim ušesom. Sila važno je čakal oprtan s poštarsko torbo, obešeno čez krilo in sila važnim pismom v njej na znak, da bo lahko poletel v modro nebo. Potem je zaslišal: zdaj! In že je poletel po tisti dolgi asfaltirani stezi, pri tem pa svoj potlačeni nosek dvigal proti nebu. Kmalu zatem se je odlepil od tal in kot hitra puščica švignil v višino. Visoko, visoko. Po Jakčevo bi se dvignil prav do nebesne modrine. Uravnal je nosek in krila proti Triglavu, potresel malo z repkom in si veselo zazvižgal. Pa naj še kdo reče, da ni naša domovina nekaj lepega, si je rekel Jakec. Preorana polja, zeleni pašniki, temnejši gozdovi, pa reke in jezera. Jakec bi ostal kar tukaj. Krožil bi nad vso to lepoto, ko pa bi se utrudil, bi se spustil na travnik in se igral z otroci. Natrgal bi šopek cvetic za mamo. Tako pa je imel pomembno nalogo, ki jo je moral vestno opraviti. Takole pismo niso mačje solze. Pa vseeno. Kaj, če bi čisto malo poletel v stran in pogledal, kaj je za tistim hribom? Samo za 5 minut, si je rekel Jakec. Za tistim hribom,
Tam, kjer je sonce ravno upiralo svoje tople žarke, se je po zraku premetaval mlad orlič. Jakec še ni videl takega ptiča, zato si je pomel oči, čeprav vidi. Tudi orel je bil presenečen, saj sta mu oče in mama pripovedovala, da so orli največji ptiči v teh skalah. Sedaj pa nenadoma tako velika stvar pred njim. O, kako smešen kljun imaš, je rekel Jakec. Ti pa krila, se je zasmejal orlič. Ne smej se mi, hitrejši sem od tebe, se je pobahal Jakec. Jaz pa okretnejši. Pričela sta z igro. Tekmovala sta, kdo bo hitreje poletel k soncu in spet padel proti travniku, ne da bi se ga dotaknil. Lovila sta se okoli vrhov ravnih skalnih sten in se šla skrivalnice. Enkrat je bil spretnejši prvi, drugič drugi. Dovolj imam, je upehan spregovoril orlič. Vabim te v svoj domek na vrhu skal. Očka in mamica sta spletla gnezdo. Bratca imam, ki pa je še tako majhen, da ne zna letati. Samo na skalah ni dovolj prostora zame. Jaz sem Jakec, poštarsko letalo, in če se hočem ustaviti, potrebujem veliko ploščad, takšno pa imajo samo na letališčih. Zdaj je bil orlič tisti, ki se je s perotjo udaril po čelu. O, ti Jakec, je rekel, torej nisi srebrni ptič, pač pa letalo. Tako je bil orličev ponos rešen in postala sta še večja prijatelja. Tistih 5 minut se je raztegnilo v celo uro in Jakcu so nenadoma zazvenele v ušesu mamine besede. Poslovil se je od novega prijatelja, pa čeprav bi si še tako rad ogledal njegov domek od blizu. Kaj, ko bi si skrajšal pot okoli tiste velike pokončne stene, si je rekel Jakec. Že res, da ga je mama svarila, da tam domuje boter vihar in je zelo nevarno. Pa bo poletel Jakec čisto tiho mimo in ga boter še slišal ne bo. Le zakaj ni Jakec ubogal mame? Boter vihar je imel na preži temne oblake in ti so mu sporočili, da prihaja poštarsko letalo. Vihar se je veselo zasmejal in igra z ubogim Jakcem se je pričela. Veter ga je premetaval sem ter tja in mu je mal sapo, da je postal vrtoglav. Daj sem tvojo torbico, je grmel vihar. Iz pisem bom napravil aviončke. Veter se bo poigral z njimi, ti pa boš lahko nadaljeval svojo pot. Samo eno pismo imam, boter vihar. Če bi stric Veter naredil iz njega avionček, bi se pismo izgubilo med gorami in moj trud bi bil zaman, jaz pa se moram izkazati pred mamo in njenimi prijatelji, zato roke proč. Torbo s pismom je tesno stisnil k sebi, zabrnel z motorjem, kar se je dalo močno in se pognal naprej. Zdaj ali nikoli. Veter, blisk in grom, presenečeni nad nenadno Jakčevo odločnostjo, so prestrašeno stopili korak nazaj. Jakec je imel prosto pot. Zopet se je znašel na modrem nebu. Črni oblaki, ki so mu z gromom in bliskom še malo prej zakrivali pogled proti zemlji, so izginili in zopet je zagledal pod seboj cvetoče travnike in majhna, modrim lužam podobna jezerca. Kako rad bi se malo odpočil in se prepustil višavam, pa kaj, ko se je toliko zamudil z orličem in botrom viharjem? Vedel je, da ga ljudje čakajo, zato je napel še zadnje moči. In trud ni bil zaman. Daleč spodaj, na zelenem travniku, je zagledal dečke in deklice, ki so mu mahali in ga vabili k sebi. Zaokrožil je in se začel spuščati vse niže in niže. Ko se je približal krošnjam dreves, je zagledal, da imajo deklice v rokah šopke iz poljskega cvetja, dečki pa s pisanimi zastavicami usmerjajo njegov let. Tako bo brezskrbno pristal na travniku, saj je dečkom lahko zaupal. Tudi strica poštarja je zagledal, kako je z naočniki na nosu in z veliko torbo prek ramen slonel pod veliko jabljano in si z robcem brisal potno čelo. Mati s črno ruto na glavi je razprla koščeni roki. Pa si le prišel, je rekla.
in potem mu je deklica zataknila cvetje za krilo. Poštar z naočniki pa je iz torbe vzel pismo in ga izročil materi. Ta se ga je tako razveselila, da so ji solze stopile v oči. A kaj je bilo v tistem pismu? Kaj še nisem povedal? Le kako sem mogel na kaj takega pozabiti? Vidite, v tisti beli kuverti je bila čisto majhna ploščata škatlica z zdravili za bolnega Janezka, ki je že dolgo ležal v postelji. Taka zdravila pa se dobe le v velikem mestu. V tisti hišici na robu travnika stanuje ubogi Janezek, je rekel poštar in pokazal z roko. V izbo Jakec ni mogel, saj je bila lesena hišica vse premajhna. Tako se je postavil k oknu in videl Janezkovo mamo, kako je z zdravilom in skodelico toplega čaja pristopila k posteli, na kateri je ležal bledičen deček. Malo moramo počakati, da zdravilo pokaže svojo moč, je rekel poštar in se naslonil na okensko polico. Pri tem je odložil svojo veliko torbo. In medtem, ko so čakali, je Jakec duhal cvetje. Njihov omamni vonj ga je tako poščegetal po nosu, da je moral kihniti. Apči! Takrat pa je na prag hišice pritekel razigran in nasmejan fantič. Kaj je mogoče, da je bil to Janezek, tisti deček, ki je še malo prej ves vročičen ležal v postelji, in tekel je naravnost proti Jakcu. Začutil je njegovo drobno telesce, kako se ga je uklenilo iz same hvaležnosti. Tudi mati s črno ruto se mu je zahvalila. Vidiš, Jakec, brez tvoje pomoči Janezek ne bi nikoli ozdravel. Tako pa zopet teka po travnikih in sonce je posijalo v našo izbo. Podarila mu je jabolko, edino, ki ga je še imela pri hiši. Kako dobri so ti ljudje, je pomislil Jakec. In vesel je bil, ker je vrnil srečo v ta prijazni domek. Potem se je moral posloviti. Tudi njega je pričakovala mama na drugi strani gora in če ga predolgo ne bo, bo zaskrbljena. In res se je mama Roza že nestrpno ozirala v nebo. Le kot leti tako dolgo ta moj sine, se je spraševala. Pa je le zagledala Piko na obzorju, ki se je bližala in postajala vse večja. Seveda, Jakec se je vračal. Ves zadihan in zelo rdečimi lički je pristal prav poleg svoje mame. Prišel je sam upravnik letališča, da mu je Jakec poročal, kako je opravil nalogo. Tovariš upravnika je pohvalil in vsi so soglasno sklenili, da se je Jakec izkazal in odslej naprej sploh ne bo več Jakec, ampak Jaka. Postal je čisto pravo poštarsko letalo. Mama Roza je od ponosa celo potočila solzo. Tudi Jaki je postalo toplo pri srcu. Sklenil je, da tistega o igri z orličem in viharjem ne bo pripovedoval. Drugič bo bolj ubogljiv, saj biti poštarsko letalo ni kar tako, kaj ne?